Sprašujemo se, kako peščici rata večini vedno podtakniti svoje teme. Dober večer. Ja, živijo, Slavko tukaj, kličem iz Nirenberga. Aha, poslušate prek spleta. Ampak nekaj mi je zanimiva zadeva. Ja. Zdaj sem čakal na, da se oglasimo, da se dobimo. Ja. In zanimivo, Miha, poslušal sem Štefana, poslušal sem par oseb, prej so s tabo govorile, ampak na internetu je 15-20 sekund zamika pogovora med tabo in poslušalcem. To je res. Oziroma, ja. In prej je nekdo nekaj kričal, ena oseba je nekaj govoril in ste ga kar nekaj zašemelt, po telefone, ker ni bilo slišati tisto, kar je vam hotel govoriti. In zdaj se sprašujem, kdo komu kaj usiljuje. Čekajte, a vi namigujete na to, da imamo tukaj tako imenovano šlingo preteklosti? Ne, imate neko cenzuro, ne pustite vsega, verjetno, ne vem. Kako? Recimo, rečete A. Občutek imam. Ne. Ja, jaz bom rekel A, ampak na računalniku oziroma na internetu, čez 15-20 sekund bo reklo A. Ne? Ja, ampak to je običajen zamik, veste, ne? Vrede. A mi ne verjamete? Ja, verjamem, ok. Ne, nadaljujva v tej smeri, ker ste odlično začeli. Dajva reči, da pa imamo dejansko neko cenzuro. Kaj se vam zdi, da midva s Cirjem ne spustiva v eter in kdo nad tem bdi? Ne vem, imam tako občutek. Ne med takega občutka povejte konkretno, ker če boste povedali konkretno in bo to šlo v eter, potem pomeni, da nimate prav. In vi v tem trenutku si ne želite ne imeti prav. Ne. Čakajte, Slavko, povejte mi, kdo je cenzor, kdo bdi nad najino cenzuro s Cirjem, kdo so strici iz ozadja in kaj ne želijo, da pride v eter in proti komu delujemo? Ne, nisem to hotel reči, tako je spalo. Čakajte malo. Poslušam tele, jaz poslušam tele v Nirenbergu v Nemčiji, jaz imam na telefone, imam in prele. Res, prej, ki je ena ženska govorila, ki sem jaz držal telefon na ušesil, je govorila in je kar nekaj začelo brenčati, pa kar neka muzika je bila, ki je ona govorila o nekih migrantah. Ok. Nekdo ne želi, da se o tem pogovarjamo v etru. Seveda, marsikdo, polno je ljudi tega, polno je takih ljudi. Ok. In kaj ima to z današnjo temo?